pozdrav. Danes sem prav z ponosom predal svojemu nasledniku posle na Ministrstvu za obrambo in moram povedati, da če kje, potem lahko na tem ministrstvu na Morsu opazimo to, da stvari dejansko tečejo tako, kot si želimo, da bi tekle tudi drugje v državi. Na eni strani povečujemo sicer sredstva, ki so namenjena tako za vojaško opremo, kot tudi za reševanje in zaščito, po drugi strani pa ta sredstva nalagamo izrazito v programe, ki so namenjeni tako za varnost ljudi, tudi vojakov, in v odpornost celotne družbe pred naravnimi nesrečami. In ravno to dvoje, krepitev varnosti in odpornosti, je osnovno poslanstvo ministrstva in z novim ministrom sva se o tem največ pogovarjala in verjamem, da bo tudi sam na tem področju nadaljeval začeto delo in da bo tudi pripeljal zastavljene programe do konca. Jaz bi rad izkoristil to priložnost še zato, da napovem, da bova imela z ministrom tudi prvo skupno pot že ta teden v soboto, kjer se v Ramsteinu srečamo z zavezniki, prišel bo tudi ameriški predsednik Joe Biden, govorili bomo o tem, kako naprej izvajati podporo za Ukrajino in kar vnaprej povem, od Slovenije Ukrajina ne pričakuje orožja, ker ga v resnici nimamo. Pričakuje pa, da jim pomagamo po svojih močeh in to je na diplomatskem nivoju. In zato je naše usmeritve in naša glavna podpora je ravno pri tem, kako Ukrajini pomagati pri tem, da pridobi podporo ostalega dela sveta. Ne Evrope, ampak ostalega dela sveta. Na tem delamo že dlje časa, o tem imamo s predsednikom Zelenskim dostikrat debato in tudi to, kar verjamem, da bomo nadaljevali v tej smeri. Poleg tega pa, in to bo tudi minister lahko sam kasneje več povedal, pa se mi zdi, da je najbolj pomembno to, da sistem deluje stabilno, nadaljevali bomo s tem, da ga še naprej krepimo in da bomo imeli čim več projektov dvojne uporabe, kajti vsak denar, ki gre za zvezo NATO, ga lahko v večji meri uporabimo tudi za potrebe civilnega prebivalstva. Nekateri projekti so že bili razkriti, kot naprimer bolnišnica Petra Držaja v Ljubljani in s temi primeri, s temi projekti dvojne rabe bomo v bodoče še bolj nadaljevali. Na ta način bo tudi Slovenska vojska dajala še večji prispevek k razvoju naše države. Prijazen dober dan, dobrodošli na ministrstvu. Hvala, ker ste tukaj. Informacije z tega področja so za varnost vseh državljank in državljanov izjemnega pomena. Danes je bila opravljena primopredaja. V vmesnem času, ko je predsednik vodil ministrstvo, prav veliko o tem nismo brali, niti govorili, ampak delo je šlo nemoteno in pa tekoče naprej. Hvala državnemu sekretarju, dr. Črnčecu, za opravljeno. Zjutraj smo imeli kolegi sodelovanja, iskanja skupnih rešitev v našo skupno varnost. Za vsem omizjem si želim. Gospod načelnik generalštaba, general podpolkovnik Glavaš, mi je predstavil strukturo v Slovenski vojski in pa pozitivne trende, ki vodijo k napredku in modernizaciji. Ne gre samo za opremo, gre seveda tudi za stanje duha in pa varnost vseh nas in pa seveda drugo sporočilo, ki ne potrebuje komentarja. Ekipa 46 pripadnikov sistema zaščite in reševanja, 6 psov za odlično usposobljeno tehniko je seveda na pomoči pri naših sosedih v Bosni, kar pomeni, krepimo 2-3 prekate enega srca, vojaški del z obrambno usmeritvijo, civilno zaščito in pa seveda v tej državi moramo v zaostrenih razmerah, kakršne so v svetu, razmišljati tudi o civilni obrambi. Danes so vojne drugačne, govorimo o hibridni vojni in pa seveda skrbeti moramo tudi za kibernetsko varnost. Hvala lepa.